Zdaj pa še za našo vlagateljsko publiko, ki je ni malo, a ne? Ja. Razvoj kapitalskega trga. Na hitro ste omenili, a ne, tudi na zaslišanju pred parlamentarnim odborom, zakonodajo, ki se dotika tudi davka na kapitalske dobičke, dividende in podobno. Je morda v igri kakšno znižanje, morda skrajšanje obdobja 15 let za oprostitev davka na kapitalski dobiček, nižje davčne stopnje, kaj drugega? Mislim, tukaj nekaj smo že omenili, nekaj je tudi v koalicijski pogodbi, glede vsega tega. Znižanje bomo proučili v smeri tega, da je na eni strani treba najti neko povezavo med obdavčitvijo dela in obdavčitvijo kapitala. To se pravi, tukaj velja spet neko strokovno načelo, da da je dobro, da je to enako, lahko se pa nekomu daje tudi prednost. Ampak, če jaz gledam zdaj kapitalski trg, v zadnjih letih se je razvil, kažejo to podatki iz borze, kažejo to veliko indikator, da je vedno večji, kar je v redu. Drugo je treba biti seveda previden in jaz ne bom dajo nekaj splošnih napotil, kam je treba vlagati, pa kako je treba vlagati in tako naprej. To je stvar vsakega posameznika in tukaj govorimo seveda tudi o tveganju. No, vsezadnje tudi govorimo o tem, da je veliko depozitov na bankah. Ljudje so se tako odločili, to je njihov denar. Vsak ima pravico razpolagati s svojim denarjem. A je zdaj to družbeno najboljše ali ne, ne vem. Je pa kakršnokoli borzno poslovanje pomeni tveganje. Ne? To je glede na to, seveda, katere delnice kupuješ in tako naprej. To zdaj detaljno verjetno nimava časa ali pač. Bova si še malo vzela. Skratka, davke na kapitalske dobičke definitivno ne bodo višji, kot so danes, ne 25 do 0, nekaj ste omenjali prilagoditev z obdavčitvijo dela, ker se lahko razume tudi drugače. Ne, tukaj je treba prispevke izključiti, tako da tukaj ne gremo zdaj, tukaj govorimo o čistem nekem pravilu in tako naprej. Ja, ampak najvišja dohodninska stopnja bo potem 45-40%. Govorimo o poprečnem, govorimo ne o najvišji, ampak o poprečni stopnji. Poprečna je okoli 22, ne? No, recimo, tukaj imamo pa 25 in tako naprej. To malo niha. Tukaj ne gre zdaj to, da mora biti ista, oziroma da mora to biti popolnoma enaka. Tukaj je treba gledati neko razmerje. Tukaj je treba tudi gledati razmerje v tem, da če da vsekakor spodbujaš to, ne? In da tudi spodbujaš za temi degresivnimi lestvicami in tako naprej. Ampak lahko povem, da tukaj nekih bistvenih sprememb v stopnjah ne bo. Ne bo. Aha, kaj pa v obdobju? Se pravi, da niso obdavčeni? To bo vse diskutabilno, seveda, vsekakor je, bom rekel, tudi obdobje se vedno da verjetno skrajšati, daljšati, ne. Potem imamo INR, ne? Ta pa določa, ne, kot ste omenili prej, recimo različne strategije, mogoče vlaganja. V INR ne moraš imeti vseh naložb, ne? Ali se tukaj predvideva morda kakšne spremembe? Je to dobra rešitev? Bodo mogoče možni višji zneski oblačil tukaj načrtujete? Tukaj bomo pri teh individualnih računih, bomo to je stalna tematika, proučili bomo, prijeli se je, bom rekel, na nek način uporabe. Treba je tukaj gledati na varnost in ne nazadnje, če se ljudje navajajo, lahko se tudi tukaj spreminja. Ampak to ne moram zdaj napovedovati, nimam točnih podatkov o tem, koliko tega je. Na podlagi tega je pa vse stvar seveda diskutabilna. Se pravi, premoženja sicer ne boste obdavčili, recimo, da sem lahko sodijo tudi depoziti, pred ste omenili banke, da imamo ne preveč, da imamo zelo veliko na bankah. To kažejo podatki, da je. Jaz nimam nič proti, da je. Ne? To mogoče malo nekoga moti zaradi, kapitalske ustreznosti in tako naprej. To popolnoma razumem. Razumem pa, predvsem zagovarjam popolno suverenost ljudi v tem, da imajo svoj denar tam, kjer ga želijo imeti. Mislim, definitivno. Tako da tukaj se v to ne mešamo. In ne mešamo se v depozite in ne bomo jih obdavčili. To daleč od tega. Davka na premoženje ne bo, davka na nepremičnine novega tudi ne ste rekli? Ne bo. Tukaj
Glejte, o tem premoženju in o teh davkih na nepremičnine se v Sloveniji govori že 30 let. Ne? In 30 let nismo, bom rekel, spremenili te obdavčitve. Še zmeraj imamo nek zakon, ki je še iz prejšnjega sistema. Imamo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je verjetno strokovno ne bi vseh kriterijev izpolnil, ampak deluje. Ne? Ja, pa zdaj so dali v tole nepremičninsko oziroma prostorsko zakonodajo, so dali še neko takso za nepozidana stavbna zemljišča, ki bo morala biti obvezna po ne vem katerem letu. Ampak to je tudi za pogledati, po mojem. Vsekakor bomo tudi to pogledali, kaj dejansko to je. Ampak skratka, zdaj mi smo naredili to oceno nepremičnin oziroma vrednosti nepremičnin. Ne? In vedno, kadar je ta ocena zunaj, se dejansko pokažejo velika nesorazmerja med pri vrednostih istovrstnih hiš, da tako rečem, ali pa stanovanjem v istem kraju, v istem kraju in tako naprej. In tukaj so seveda določene, jaz mislim, napake, upam, da jih je čim manj, ampak vedno seveda jih tudi vi mediji objavite, ena hiša tako, ena drugače in gor in dol. A ne, pa je kar zanimivo prebrati. In na podlagi tega, na podlagi takih podatkov, jaz kot minister za finance nisem v stanju, da bi zdaj pa obdavčeval to in še na podlagi tega, da bi imeli zavezanci omejeno možnost pritožbe na vrednost nepremičnine. To, kar je bilo tudi mišljeno v enem izmed zakonov, ki pa je bil sprejet v preteklosti. Tako da premoženja ne bomo dodatno obdavčevali, mogoče kakšen premoženje, ki danes ni obdavčen, naprimer, kakšen, če ga boste kaj omenili, karkoli, ampak dobro, to ne vem. Recimo? Mislim, tukaj boste postavili vprašanje glede kriptovalut, verjetno. No, ja. No, ampak to bom kasneje odgovoril, ampak nepremičnina, avtomobilov, hiš, vlog, tega ne nameravamo. Ne boste, to, kar ima povprečen Slovenec. Pa še nekaj je lahko čistmirno povem. Ne, mi dobimo od teh davkov na hiše, nepremičnine in tako naprej 300 milijonov. 300 milijonov je in zaradi tega izdamo ogromno odločb, ogromno je pritožb, ogromno dela imajo sodišča, ogromno dela ima finančna uprava in tako naprej. Ogromno ljudi seveda zato zaposlimo, da vse to delajo. Ne vem, koliko je tukaj še kaj. Je treba tudi malo ekonomičnost pogledati delovanja finančne uprave. In 300 milijonov, recimo, če rečem, da je pa 15 milijard, 17 milijard že zdaj odhodkov, potem red velikosti, tukaj govorim, potem to ni ravno veliko, oziroma približno isti znesek veliko razburjanja in dela in isti znesek dobiš, če davek na dodano vrednost poveča stopno za 1% točko. Pa boste? Zaenkrat ne obljubim. Višji DDV običajno podraži zadeve, nižji DDV jih pa pač ne poceni, ne? Vsekakor. In tukaj jaz tudi sem velik kritik te niže stopne davka na dodano vrednost. Razen, če hočeš spodbuditi kakšno. Na določeno hrano. Mislim, tukaj imamo davčnih zgodb, kolikor hočete. V zvezi s tem, da različno obdavčujemo to hrano. In hvala Bogu, da je noter tudi določba, kaj se zgodi, ko imate sendvič, ki je sestavljen iz kruha po 5, iz sira po 5, potem imate pa puranjo salamo, ker puran ni med tistimi, ki bi 5% bil davčen, ampak mislim, da je samo piščanc. Ne? Tako da, a veste, no in zdaj naredite sendvič in kakšno davčno stopnjo boste dali temu sendviču? Ne vem, vi ste bili davčni svetovalec. Jaz povem, na kakšne napake tukaj pridemo, popolnoma življenjske, ki potem dejansko pridejo in vse te zadeve so evropske države že dale skozi in že odpravile so jih. In zdaj tudi tisti, ki boste rekli, Italija ima tudi to, ampak vso hrano imajo pač po eni stopni. To je osnovno pravilo. Če vi to potem tako zapletete sistem, da porabite ogromno denarja, da ga sploh odpletete. No, v redu. Ampak dajmo še nekaj za naše vlagatelje. Ljudske obveznice. Boste nadaljevali s to prakso? Ja.
V redu, vsako leto računate, kdaj bo naslednja tranša, še ne veste? Ne, to pa še ne vem. No, in zdaj tisto, kar ste že sami napovedali, davek na kripto. Tudi Golobova vlada ga je želela uvesti, sicer drugačnega, kot ste ga pred njimi vi že želeli uvesti. Ne? Kaj lahko tukaj pričakujemo? Ja, tukaj je treba pač vse te finančne inštrumente, moje osnovno načelo je, da morajo biti enako obdavčeni, morajo biti pač obdavčeni. Tukaj jaz mislim, da je to osnovno načelo, čeprav imamo različna mnenja, ne moram tudi reči ja ali ne, vem, da je ogromno pritiskov, da ne. Kot valuta, ne? Kot valuta in tako naprej. Pa zaenkrat, bom rekel, neka uradna valuta tu še ni, moramo pa malo pogledati, kako je v drugih državah. Tudi mi smo hoteli to obdavčiti. Ne? Ja, kot prihodek, ampak zelo nizko, ne dobiček, ne, ampak prihodek, samo nizka stopnja. Tukaj gremo pa zdaj v detalje, kaj bo obdavčeno, se pravi, ali kot prihodek, ali kot razlika in tako naprej.